Lepo pozdravljeni. Pravkar se je zaključilo bilateralno plenarno srečanje med predsednikom vlade, gospodom Zoranom Zajevim, menoj in najinima ekipama. Ta obisk severno-makedonskih predstavnikov v Sloveniji je izjemno pomemben, zato ker je Severna Makedonija trenutno na nekem razpotju oziroma na tem, kako se bo peljala njena usoda naprej. Severna Makedonija je naša partnerica, ne samo partnerica, tudi prijateljica, in Severna Makedonija je seveda v zadnjem času naredila velik napredek. Vsi poznamo Prespanski sporazum, kjer je Severna Makedonija z Grčijo sklenila ta sporazum in med drugim tudi spremenila svoje ime. To je veliko dejanje, to je dejanje, ki kaže na veliko politično modrost obeh predsednikov vlad, tako gospoda Ciprasa kot gospoda Zorana Zajeva. Malo je takšnih zgodovinskih dogodkov, kot smo mu bili priča pri podpisu tega sporazuma. In seveda Severna Makedonija tega ni naredila kar tako, ampak zato, da bi izpolnila vse pogoje, da se začnejo pogajanja o vstopu v Evropsko unijo. Slovenija je močna zagovornica začetka tega procesa, in sicer že junija, vendar pa seveda so v Evropski uniji mnenja različna. Slovenija in še nekatere druge države pa menimo, da je to vprašanje integracije Zahodnega Balkana, zlasti Severne Makedonije, ki je, kot rečeno, naredila ogromen napredek, ključnega pomena tako za razvoj regije, kot tudi za razvoj celotne Evropske unije. Predsednik vlade, gospod Zoran Zajev, je naredil veliko napora za to. Tudi javno mnenje v Severni Makedoniji je bilo na začetku tam nekje 17% prebivalstva je podpiralo ta sporazum. Danes je ta številka, mislim, da blizu 70%. To pomeni, da je makedonsko vodstvo, severno-makedonsko vodstvo, vidite, še meni gre težko z jezika novo ime, kar pomeni, da je to res bil temeljni preskok, da je vodstvo Severne Makedonije in pa seveda narod Severne Makedonije spoznal, da je evropska pot edina prava pot in Evropska unija oziroma Evropska komisija mora to prepoznati in seveda zato Slovenija tudi ni naklonjena paketnemu pristopu. Slovenija je naklonjena temu, da se tiste države, ki izpolnjujejo pogoje za začetek pogajanj, da se jim to omogoči. Seveda je tako v Severni Makedoniji kot v Sloveniji in tudi v Evropski uniji vsem jasno, da do tega vstopa ne more priti čez noč. Potrebuje pa tako predsednik vlade, gospod Zajev, kot tudi celotna makedonska politika in pa prebivalke in prebivalci potrebujejo vzpodbudo in to pomeni, da potrebujejo začetek procesa, pa tudi, če bi ta proces trajal še precej let. Tako da je prisotna velika stopnja realnega mišljenja in danes sva to s predsednikom vlade samo še potrdila. Prvič sva se srečala v Davosu, danes na uradnem obisku in midva sva odločena, da bosta Severna Makedonija in Slovenija v Evropski uniji, da si bosta pomagali in da bo Slovenija močna zagovornica
Severne Makedonije pri začetku pristopnih pogajanj. To je, kar se tiče današnjega srečanja, pravzaprav najpomembnejša tema, ker ta integracija je res izjemnega pomena in tega se moramo zavedati. Potem smo govorili pa tudi o gospodarskem sodelovanju. Trenutno je blagovna menjava 300 milijonov evrov. Želimo si, da bi prišli, nek srednjeročni načrt bi bil, da pridemo na 500 milijonov in pa seveda kulturna izmenjava. Tukaj pa tudi danes podpisana sporazuma pričata o tem, da si želimo sodelovati na področju turizma, na področju kulture in pa seveda širšega gospodarskega sodelovanja. Politično pa nimamo nekih perečih vprašanj, smo vedno dobro sodelovali in tako bo tudi v bodoče. Hvala. Hvala lepa. Почитувам председателя. Spoštovani predsednik vlade Republike Slovenije, gospod Šarec, spoštovani ministri prisotni, spoštovani novinari, predstavniki medijev, prebivalci obeh držav. Prvo mi dovolite, da se vam zahvalim. Zahvalim državljanom Republike Slovenije za izjemno gostoljubje, ki nam je omogočila vaša vlada, da smo lahko tukaj, da ste nas poklicali, da smo tukaj in da poleg podpisovanja teh dveh dogovorov potrdimo in poskušamo iti korak naprej v sodelovanju med Severno Makedonijo in Republiko Slovenijo. Vsekakor, najbolj si želimo odpreti ekonomske perspektive, kot je rekel predsednik Šarec, ampak tudi kultura, izobraževanje in vse drugi aspekti medsebojnega sodelovanja. Jaz bi rad izrazil veliko zahvalo Sloveniji. Slovenija je po Grčiji prva država, ki je ratificirala NATO sporazum skupaj z prespanskim dogovorjem sporazumom. Slovenija je prva država, ki ga je ratificirala in je bila odličen akcelerator in pospeševalec za ratificiranje protokolov za našo državo, za prejem Severne Makedonije v NATO alianso. Za nas to pomeni mir, stabilnost, varnost, ampak tudi ekonomija, gospodarstvo. Danes smo tudi zato, da lahko zaprosimo, da se nadaljuje kontinuirano podpiranje Slovenije Severni Makedoniji po poti v Evropsko unijo. Po prespanskem dogovorju, s pogodbi, po dogovorju za Bolgarijo, integracija naše družbe preko projekta Ena družba za vse, mi smo multietnični in mi smo izpolnili vse potrebne reforme, ki je bilo. Mi se res zaslužimo, da po 14 letih, ko smo država članica, da dobimo nadaljevanje procesa. A to je začetek pristopnih pregovorov z Evropsko unijo. Zavedamo se, da so potrebna leta, da bi lahko prišli do polnopravnega članstva, vendar v tem procesu, proces je pravzaprav motivacija, to je naša usmeritev, to nas ohrabruje, da hodimo po tej evropski poti, da smo evropska država, da delamo na demokraciji, na svoboščinah in da napredujemo z našo družbo. Vsekakor danes smo tukaj, da govorimo o gospodarstvu. Jaz bi želel, da državljani Slovenije vedo, prebivalci, da so slovenski izdelki v naši državi veljajo kot preverjeni in kvalitetni. Slovenske firme v Severni Makedoniji so zelo močne in spoštujemo te izdelke. Mi bi radi še bolj delali, še boljše delali. Investicije, imamo 375 milijonov evrov slovenskih investicij v Severno Makedonijo in nadaljujejo. Včeraj smo skupaj objavili s predstavniki podjetja TAP-MAK novo investicijo v višini 25 milijonov evrov, ki odpira 100 novih delovnih mest v Severni Makedoniji. Torej, evo, mi smo že presegli 400 milijonov evrov slovenskih investicij v Severno Makedonijo. Mi imamo tukaj pomembno investicijo iz strani Severne Makedonije v Slovenijo, to je podjetje IGM, ki je naredilo več kot 45 milijonov investicijo v slovensko družbo. Odprle so se delovna mesta v sodelovanju z vlado in lokalno samoupravo. To je res nov izvozni kapacitet Sloveniji in dela na področju gospodarstva. Trgovina je tudi lahko boljša. Zdaj
razmenjava 300 milijonov evrov, slovenski premijer je postavil en dober cilj, 500 milijonov evrov. Mi kot politiki bomo tukaj in se bomo potrudili to omogočiti, ampak naša podjetja so pa tukaj, da to tudi dosežejo. Mi smo res prijateljske države, naše prijateljstvo je znano že iz časov bivše Jugoslavije. Nadaljevali smo s tem prijateljstvom od dneva samostojnosti obeh držav in Slovenija velja kot ena največjih prijateljic Severne Makedonije in njenih prebivalcev. Želim si obvestiti državljane, da smo se srečali tudi z gospodom Pahorjem, s predsednikom Pahorjem, ki tudi podpira Severno Makedonijo. Zdaj bomo tudi se srečali tudi s predsednikom parlamenta, gospodom Židanom, kjer bomo govorili o parlamentarnem sodelovanju obeh držav, a skupaj s premijerjem bova prisotna na biznis forumu na sredbi podjetnikov Severne Makedonije in Slovenije. Potrdili bomo prijateljstvo, tu bomo na voljo za vse, da bi lahko podjetniki naredili kaj več na sodelovanju obeh držav. Zahvaljujem se za veliko prijateljstvo, zahvaljujem se slovenskem narodu preko premijera, preko ministrov, preko predsednika države, parlamenta in vaših poslancev. Zares v bodoče, upam, bomo odvrnili zgolj s prijateljstvom in spoštovanjem za vse podporo, ki jo nudite Severni Makedoniji in vsem državljanom naše države. Hvala. Lepa. Beseda je vaša, po 2 vprašanji sta predvideni za vsako stran. Prosimo, da se predstavite tudi, komu je vprašanje namenjeno. Torej, Marta Razboršek, Televizija Slovenija, vprašanja so namenjena obema. In sicer, kaj lahko Makedonija pričakuje od Slovenije točno na tej evropski poti, oziroma kaj vi pričakujete in kaj bomo mi, na kateri način bomo mi pomagali, se pravi tudi pri pogajanjih morda. Potem do vprašanja za vas, če ste že kaj govorili morda o kandidatih za novega komisarja iz Slovenije. In pa če lahko komentirata dogajanje na severu Kosova današnje, glede na to, da tudi to lahko vidimo v luči pomankanja evropske perspektive na tem področju. Pa morda še do vprašanje še eno za vas, se opravičujem, ampak recimo prav v evropski državi je vaš predhodnik, gospod Gruevski, pričakujete, da se bo kdaj vrnil? Благодарам на прашањата. Словенија што може да помогне на нашиот пат на интеграција, веќе тоа го докажува. Значи, Словенија е врзана со целата наша историја на интеграција во НАТО и во Европската Унија. Овде Лјубљана беше примерот на договорот за асоциација и стабилизација. Договорот за стабилизација, интеграција, odločitve, ki so se sprejemale v Evropski uniji, da bi dobili pozitivna priporočila. Vsaka 14 let nazaj, vsaka razprava, ki vaš premijer ima v svetu Evrope in v teh vprašanjih, ki se govori o evropskih integraciji in bodočnosti Evrope, on res podpira Makedonijo in govori o potrebi, da se Severna Makedonija priključi temu. To je res odprto, iskreno prijateljstvo. Izkoristili smo danes priložnost, da zaprosimo premijera, da nadaljuje s tem, da poskrbi za Zahodni Balkan. On tudi danes odhaja v Evropo na pot. Slovenija dosti boljše ve, kaj je Zahodni Balkan in da mesto Zahodnega Balkana je v Evropski uniji. Druge države kot Nemčija, Francija ali pa kakšen Benelux ali skandinavske države, Slovenija dosti boljše ve, kaj je Zahodni Balkan in kot dokazani prijatelj nas Slovenija podpira. Mi imamo argumente, mi imamo temelje za to, da nas Slovenija podpira, ampak ker brez teh temeljev ne bi mogli kaj dosti pričakovati. Zdaj imamo vse argumente. Prespanska pogodba je dogovor, je odličen model evropskih manir, evropskega odnosa in zgradnje prijateljstva, ker smo dobesedno z Grčijo rešili vprašanje, ki je bilo odprto 30 let. Zdaj smo Severna Makedonija zaradi Evrope, zaradi evropskih vrednot, zaradi naše bodočnosti v Evropski uniji in verjamem, da bomo uspeli v tem procesu tudi naprej. Zato še enkrat
moja in naša hvaležnost Sloveniji, da Slovenija pomaga kako v Severni Makedoniji, tudi celotni regiji. Kar se tiče Kosova, mi lahko samo pozovemo, da se strasti umirijo, zato ker nepazljivi koraki lahko naredijo nepopravljivo škodo na tako občutljivem in krhkem Balkanu. Balkan poznamo, posebno Zahodni Balkan, mi ga poznamo kot sod smodnika in ne smemo dovoliti, da je niti malo vroče okoli tega smodnika. Vsi skupaj moramo imeti hladne glave, zelo iskrene ambicije za dogovore, za prijateljstvo, da bi te presegli takšne dogodke. Kar se tiče nekdanjega premijera Gruevskega, mi imamo teče pravni postopek, da bi ukinili azil, ki ga je Republika Mađarska dala, ker je dala azil gospodu Gruevskemu. To je zunaj vseh mednarodnih zakonov, mednarodnih principov. Pričakujemo, da bo nam Mađarska spoštovala mednarodno pravo. Ima obsodbo pod monitorjem, gospod Gruevski je obsojen, potrjeno z evropske strani pravno. Pričakujemo, Mađarska je dobra prijateljica Severne Makedonije. Mi res želimo, da bodo spoštovali mednarodno pravo, da lahko vsak posameznik odgovarja za tisto, kar je naredil narobe. Zato verjamemo, da bo Gruevski vrnjen v Severno Makedonijo. Gospod Zajev je povedal bistvene stvari. Slovenija, ne da bo, Slovenija že dela na tem in je pravzaprav advokat Severne Makedonije znotraj Evropske unije. 29. aprila smo bili v Berlinu, tam sem izpostavil, da se mora proces začeti, tako ali drugače. Tukaj ne smemo več čakati, ker če bo Evropska unija vedno samo hotela več in več, potem pa nič ne bo rezultata, bodo ljudje v Severni Makedoniji seveda razočarani. In s razočaranjem pa vemo, kaj sledi. Potem sem tudi na vrhu v Sibiju ponovil isto. Veseli me, da nisem bil edini. In ravno, če me sprašujete zaradi Kosova, ravno zaradi tega sem na začetku te tiskovne konference povedal, da je integracija Zahodnega Balkana in začetek tega procesa izjemnega pomena, ker mi se lahko pogovarjamo o gospodarstvu, lahko se pogovarjamo o kulturi, lahko se pogovarjamo o vsem mogočem, ampak temeljni pogoj je mir. Temeljni pogoj so pogoji za vse to in na Balkanu, kot je že lepo gospod Zajev povedal, na Balkanu je bil, Balkan je znan kot sod smodnika in upam, močno upam, da bo tako evropska politika kot politika omenjenih držav znala najti rešitve za to, da se ohrani mir, ker tam, kjer ni miru, je vse drugo zaman. Kar se pa komisarske zgodbe tiče, pa seveda verjamem, da ste radovedni, ampak se veste, nekaj dramaturške napetosti pa vendarle mora biti. Dobar dan, Vesna Rojko, Slovenska tiskovna agencija. Za oba premijera bi imela v bistvu vprašanje, bi ste nekaj več povedali glede gospodarskega sodelovanja, kaj še pričakujete. Morda tudi Šarec je povedala, kaj Slovenija mogoče vidi možnost na Makedoniji, bi mogoče še kaj dodati. Sicer bi pa gospoda Zajeva pa še vprašala, glede na to, da se obetajo volitve v Grčiji, zdaj po evropski premijer Cipras napovedal, da bodo predčasne volitve, potem, ko so na evropskih volitvah opozicija, ki nasprotuje Prespanskemu sporazumu, zmagala. Kaj mislite, kaj bi lahko zmagala te opozicijske stranke, Nova demokracija za Makedonije v Evropsko unijo glede povedali blokado, torej novično? Hvala. Hvala na vprašanju. Tudi državljani Severne Makedonije, tudi Grčije so zelo zainteresirani, da bi izvedeli,
kaj se lahko zgodi po možnih predčasnih volitvah v Grčiji. Jaz bi rad, da vsi veste, občutek je pri nas gotov, ampak moj občutek je, da je to tako v Grčiji. Mi smo dosegli dogovor in on nosi pozitivne stvari za državljane obeh držav. Za 21% se je povečalo gospodarska razmenjava, investicije rastejo medsebojno med obema državami. Mi govorimo o dveh sosednjih deželah, Severna Makedonija, severna soseda Makedonije, Grčije, in mi smo odprli vsa področja sodelovanja. Jaz sem politik, moj prijatelj Marjan je politik, ni politika, ki bo šel v nasprotju z interesi državljanov, ker pogodbe delajo hišo. Kot se vi zmenite, to je pozitivno, a pozitivni rezultate že imamo. Jaz verjamem, da tudi gospod Cipras, če bo nadaljeval, ali če bo prišel gospod Mitsotakis, to se bo nadaljevalo nadgrajevati. Če pride nekdo za mano, jaz upam, da se bo to nadaljevalo nadgrajevati. Tako je nekaj, kar smo že pridobili, kar smo že dosegli, ne samo bilateralno med dvema državama, ampak je evropska vrednota. Mi smo dokazali, da še vedno skozi diplomacijsko delo, skozi dialog lahko rešujemo zelo občutljive vprašanja, kot so vprašanje ime države ali identitete narodov obeh strani, in vse to je evropska vrednota, zares. Jaz upam, da bo več takih evropskih vrednot in zgodb v naši skupni Evropi. Za vprašanje, kar se gospodarstva tiče, seveda si želimo več investicij, tudi smo se pogovarjali o sodelovanju na področju kmetijstva. Vemo, da si Severna Makedonija želi več sodelovanja na tem področju, zlasti pri tudi svežih pridelkih. To je zelo pomembno, zlasti če govorimo o varni hrani, če govorimo o naravni hrani, in Makedonija, Severna Makedonija je bila že od nekdaj izvoznik še za časa bivše Jugoslavije, izvoznik teh dobrin v Slovenijo, kjer smo potem to tudi predelovali, tako je še danes. Kmetijsko področje, se pravi potem turizem, je še panoga, ki jo bomo še izboljševali, in pa seveda tam, kjer so morebitne ovire, jih je treba tudi odpraviti. Midva s premierjem sva danes začrtala neko pot, zdaj je tudi na ekipah, da se pravi na operativni ravni, da se to izpelje, in potem verjamem, da je ta cilj 500 milijonov evrov, kot ste rekli, da je to lep cilj, res je lep cilj, in verjamem, da nam bo to tudi uspelo z nekim operativnim delovanjem in pa odpravljanjem raznih ovir. Tako da tukaj vidim še veliko možnosti.